Jaz predlagam, da začnemo. Dobro večer, vsem skupaj lep pozdrav, hvala za udeležbo. Najprej moram reči, da se zahvaljujem predsednikom vseh strank, na ljudski strani Francu Kanglerju, Marjanu Podobniku, Alojzu Kovšci in pa Andreju Čušu. Zdaj, kot je bilo najavljeno že na začetku, bi želeli danes, da začnemo diskusijo o dveh zelo pomembnih temah za Slovenijo, in sicer o povezovanju in pa o sodelovanju kot temeljnem principu politike, ki jaz verjamem, da lahko v prihodnje edina da neko dodano vrednost. To je ena stvar. Druga stvar pa je enakomeren razvoj za vse regije, za katerega verjamem, da je tisti temelj, ki nas lahko na marsikaterem področju na nek način združuje, tudi nas na kakih točkah tudi različno misleče. Zdaj, ta obisk smo želeli, oziroma ta sestanek smo želeli narediti na predvečer obiska vlade v tej regiji, ki je, ta regija namreč je po indeksu razvojne ogroženosti med najslabšimi v Sloveniji, in lahko, bom rekel, to zadevo gledamo na eni strani katastrofično naprej, na drugi strani pa lahko gledamo tudi pozitivno, glede na to, da verjamem, da smo ali pa da imamo tudi tukaj v tej regiji na nek način postavljene infrastrukturne zasnove za to, da se te zadeve v veliki meri pač spremenijo na boljše. Imamo ogromno pozitivnih zgodb in z izgradnjo avtoceste, z železniško povezavo z Madžarsko so se drastično spremenili pogoji za to, da se v tej regiji začenjajo zadeve spreminjati, in jaz lahko rečem, da samo spremljajoč to, kar sem delal kot minister, pa se nisem niti toliko v prvi fazi ministrovanja ukvarjal s politiko, tisto pod narekovaji, da po tem, kar se tukaj dogaja v smislu sprememb, da se dela na nek način prava revolucija. Zdaj, pri vseh teh zadevah je pomembno, kam usmerimo naš pogled. Jaz sem tukaj želel, da brez dlake na jeziku, na začetku poti, ko vemo, kdaj bodo volitve, ki naj bi bile 24. ali 26. aprila naslednje leto, naredimo vse, da z nekim združevalnim, centrističnim pristopom ustvarimo pogoje, da se prenehamo v Sloveniji bolestno deliti na dva ekstrema. Jaz ne bom uporabil niti izraz za to roko pa za to roko, ampak da povežemo neke zdrave sile v nekem gibanju nas, sorodnih strank, za to, da prevlada en zdrav razum, ki bo Slovenijo peljal ne sem, ne tja, ne nazaj, ampak samo naprej. Veste, težko je biti in najtežje je biti na sredini. Dost lahko je nastopati z ekstremnih pozicij, enih ali drugih, pa kazati s prstom na en drugega. Težko je pa iskati rešitve in pa to zadevo peljati naprej. In tu za to mizo in v tej dvorani jaz verjamem, da sedimo sami taki, ki pa želimo gledati naprej in želimo najti rešitve za to, da bi šli v pravi smeri. Jaz mislim, da imamo dovolj časa za to, pa ne spet dovolj, ampak dovolj za to, da v finalu teh 2, 4, 6 mesecev pred volitvami naredimo vse, da v Sloveniji zmaga ena zdrava, naprej usmerjena opcija. Dovolj je bilo teh delitev, dovolj je zgodb, da se pogovarjamo, kaj je bilo pred 75 leti. Vsi od nas vemo, ali pa eni bolj, eni manj, ampak pustimo to, delajmo pogoje za to, da bojo naši otroci leta 2030 želeli živeti v Sloveniji. Sicer nam bojo mladi pobrskali po mobitelu in se odselili nekam drugam iz te doline Šentflorjanske. Je pa prelepa, da bi jo tako zapravili, in zato smo odgovorni mi starejši, nažalost sem že starejši, pa veliko vas mlajših,
in jaz mislim, da imamo ta potencial, da to zadevo naredimo. Jaz bi prosil v uvodu, pa ne bom šel, tu bom uporabo, ne levo, ne desno, ampak bi šel po abecedi, da ne bo kaj narobe, ne vem, kako smo se posedli, pa bi predlagal, da vsi predsedniki strank nagovorite nas tukaj, ki smo pripravljeni iti naprej z naše strani, še to moram povedati, ne, strani Stranke modernega centra bom povedal, da bomo imeli 4. decembra kongres, da bomo naredili 3 pomembne stvari, spremenili bomo ime v eno zgodbo, ki ne bo obremenjena s preteklostjo, čeprav v normalnih razmerah Stranka modernega centra ima čisto solidno ime, ampak skozi te peripetije zadnjih 6, 7, 8 let želimo pokazati tudi temu konec, pa iti naprej. Drugič se bomo združili z stranko GAS in poskušali ustvariti pogoje za to, da se s nekaterimi drugimi skupinami povežemo. Smo pripravljeni na naslednji korak, ko se kot stranka skonsolidiramo, da v tem okviru zgodbe povežemo Slovenijo, naredimo en pomemben korak naprej. Rabimo pa 88 kredibilnih kandidatov, ki bodo dobili vsi v povprečju več kot 450 glasov za to, da pridemo noter, več kot 1000 glasov za to, da dobimo več kot 10 poslancev, in če bomo korajžni, pa še kako zgodbo zraven naredili, je to zgodba, ki bo odločala o tem, kam bo šla Slovenija v bodoče. In jaz mislim, da mora ta zgodba pripeljati do... Dovolj, z moje strani, Andrej, prosim. Andrej Čuš, zaradi Č. Lep pozdrav vsem prisotnim, meni lep večer. Moram reči, da sem navdušen nad tem, da se danes srečamo, pa ne zdaj samo zaradi tega omizja, ampak predvsem zaradi vas, ker to pomeni, da je zgodba, ki povezuje, ki več ne bo delila in ki bo začela gledati prihodnost, ki bo odpirala ter reševala prave težave, ki se ne bo več ukvarjala samo z nekim praznim PR-om pa floskulami, ampak odpirala pomembna vprašanja, tako glede prihodnosti mladih, tako glede skladnega regionalnega razvoja, pa kot tretjo, velikokrat se pogovarjamo o prihodnosti, ne, in bi tako mogoče rekel, prihodnost bo zelena ali pa je ne bo, in tega se tudi vse več političnih strank v slovenskem prostoru zaveda. Malo za šalo, malo za res bi rekel, da se že tako počutim, kot da smo junija drugo leto na eni seji vlade, tako da se samo tako naprej, ne. In se veselim, bom rekel. Zagotovo bi povedal, da za zelenimi je ena dolga pot konsolidacije, ko so neka stara omrežja, s katerimi je tudi mogoče Stranka modernega centra imela neke izkušnje v zadnjem obdobju, smo uspeli Zelene Slovenije spet konsolidirati v enotno stranko, matico, torej Zelene Slovenije leta 2018, in bom rekel, si seveda želimo tudi mi predstavljati in predstavljamo kot taki. Mislim, da če se pogovarjamo o liberalnem centru, če se pogovarjamo o ljudskem centru, mislim, da moramo tudi usmerjeni v prihodnost se pogovarjati o zelenem centru. V Sloveniji vsi mislijo, da smo zeleni neki, bom rekel, so zato, ker eni mislijo, da so takšni, pa nismo. 5 posameznikov, ki 30 let ruši vse pomembne razvojne programe v Sloveniji. Poglejte si primer zelenih v Avstriji, v Nemčiji, kjer je to moderna, sodobna stranka sredine, ki povezuje levi in desni pol in ki se dobro zaveda, da če hočemo zagotoviti blaginjo, skladni regionalni razvoj, pa seveda to, da bodo položnice za javno-gospodarske službe, ki še žal zadnjih 30 let, kaj jih imamo, dražjo, pa ne gredo dol, da se morajo kdaj tudi znižati. Tako da tu imamo na primeru Avstrije in Nemčije, mislim, da dobre primere prakse, ki jih moramo v Sloveniji uveljaviti, in tudi sami se zavedati, da potrebujemo investicije, da potrebujemo kapital, da potrebujemo delovna mesta, ne pa, kot bi danes eni rekli, takoj Teš zapreti, takoj nuklearko zapreti, ampak ravno ti ljudje imajo vsi po 2 iPhona, 2 avta, pa še naprej bi govoril. Tako da mislim, da si moramo vsi tu naliti čistega vina, si postaviti ogledalo in kakorkoli, ne,
vsak je lahko kdaj malo zelen, že če samo vodo kdaj malo prej ugasne in tako naprej. Tako da jaz sem prepričan, da bo to zgodba o uspehu. Želimo si sodelovati, smo pripravljeni na vse nadaljne korake in kot taki rečemo, ko je bilo govora 450 glasov na okraj, nas male zgodbe ne zanimajo, 4% ne zanima nas, da si tam v zadnji oslovski klopi, nas zanimajo resne zgodbe, nas zanima zmaga. Hvala lepa. Hvala, Andrej, ki je po besedi izda K. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz mislim, da je prišel čas po 30 letih, ki se moramo v Sloveniji ponovno zavedati, da je potrebno združiti vse energijo pa vse sile, da pridemo do ene politike, ki je razvojno naravnana, ki si želi predvsem poštene pa pravične Slovenije. Zdaj, velikokrat smo stopili, ko govorila Ludvikom gospodom, pravi gospod Ludvik, pa tudi jaz, dovolj dolgo moraš živeti, vse doživiš, pa vse preživiš. Jaz sem marsikaj v preteklosti doživel, zato ker sem kar dolgo živel in tudi to sem preživel. Rad pa bi tako dolgo živel, da bi tudi doživel, da zmaga enkrat v Sloveniji zdravi razum. In ta zdravi razum lahko zmaga na teh volitvah, ki so pred nami. Ta zdravi razum pa lahko zmaga samo na en način, če mi, ki danes tukaj sedimo, pa tisti, ki danes ni, recimo Bojan Šrot z svojo stranko in nekateri drugi z lokalnimi listami in še nekateri vidni, pomembni kandidati, če mi združimo sinergijo in energijo, dejansko lahko povežemo Slovenijo. Mi ne izključujemo, mi združujemo, mi povezujemo zato, da dobimo pošteno in pravično Slovenijo. Jaz sem po svoje vesel, da imamo koalicijo KUL, da imamo kar močno levico, to pa zato, ker nam oni dajo še več energije in sinergije, da se mi povežemo in zberemo skupaj, da jim dokažemo. Ljudje, ki izključujejo druge v družbi, zato ker se medsebojno družijo, tako kot smo priča v parlamentu, ti ljudje nimajo prihodnosti. Bodočnost njihova je naprej zapečatena, tako kot ta koalicija, KUL, verjemite mi, kakršnakoli bo, ta ne prinaša za nas, ki smo danes tukaj v dvorani, za vse državljane Slovenije, nič. Edini način njihovega delovanja je, da so proti vsemu, tudi če nekdo podeli zlate palice, oni so proti. Tudi če podelijo penzionistom bone, oni so proti. Tudi če rešimo gospodarsko-ekonomsko krizo v turizmu in gostinstvu, in oni so proti. Če se davki na plače znižajo, oni so proti. Vse, kar ta vlada naredi, oni so proti, čeprav tako župani kot gospodarstvo, kot nekatere druge strukture lahko vidno opazijo spremembe te vlade in ocenjujejo prejšnjo vlado. Zato jaz bom naredil vse, kar bo v moji moči, da pride do povezovanja in združevanja, in jaz mislim, da v nas tu je dovolj razuma, da združimo energijo, da povežemo Slovenijo politično, ekonomsko in gospodarsko in da zagotovimo neko prihodnost, predvsem pa, da zagotovimo pravično in pošteno Slovenijo. Če bo pravična in poštena, potem sploh ni več pomembno, si levi ali desni, ali leva roka ali desna, kot pravi gospod minister. Pomembno je, da si človek na mestu in da imaš srce tam, kjer je treba, da delaš za dobrobit vseh nas, ne glede kak kdo misli ali kak se obnaša v družbi. In tudi prav je, da mi ne izključujemo, nekateri smo bili že večkrat izključeni iz nekega okolja, pa smo vedno z delom dokazali, kaj zmoremo. Jaz pa apeliram na vse vas, da je treba, da se naš glas sliši tudi v 9. vas, zato ker je potrebno ljudem povedati, kdo smo, kaj smo, zakaj smo, predvsem pa je tudi potreba povedati, kaj bo,
dan potem, če ne bo tako, kot si mi želimo ali pa povemo. Slovenija si hitro več ne bo pomogla, če bo kakšna druga zgodba slučajno nastala glede na pritiske. Jaz sem prepričan, da od danes naprej in jutri, glede na to, da smo vsi tukaj zbrani za isto mizo, kolega Kovšca, pa minister, pa kolega Čuš, pa Marjan, pa jaz, da bomo deležni velikih pritiskov takšnih ali drugačnih, eni smo že ali pa so, drugi še bomo, ampak dovolj dolgo smo na svetu že, da imamo debelo kožo in da gledamo samo naprej, ne pa nazaj. In še enkrat iskrena hvala za vaš odziv, da ste se odzvali ministru na povabilo. Jaz čutim v tej dvorani in tem gradu eno močno pozitivno sinergijo in sem prepričan v dober rezultat. Hvala lepa. Hvala, Franc. Hvala, Izkovca. Hvala lepa za besedo, hvala za povabilo. Lep pozdrav vsem skupaj. Moram reči, da sem zelo vesel, da se dobimo tu v taki sestavi. Pa gremo kar na konkretne stvari. Dejstvo, da se SMC in GAZ združujeta, je čisto naravna stvar, brez kakšnih političnih kupčij. Gre za dve tako programsko sorodni stranki, da konec koncev, če pogledaš program enih pa drugih, je zadeva skoraj ista. Tako da tukaj mi nobenih težav ne bomo imeli. Dejstvo, da se danes tukaj pogovarjamo o sodelovanju, je prav tako naravna stvar. Zopet ne gre za nobene politične kupčije, ker so med nami v odnosu do slovenske družbe in do slovenske prihodnosti tako podobna stališča, da jaz mislim, da to sodelovanje je čisto naravno. Ne preostane nam praktično drugega, če želimo Sloveniji dobro. Nekaj konkretnih stvari. Medtem, ko se mi v Sloveniji ukvarjamo sami s seboj, nas drugi prehitevajo po levi in desni. Imamo srečo, da smo v covidu mogoče odnesli v prvi fazi malo boljše kot ostali, ampak dejstvo je, da nas osrednja Evropa prehiteva. Dejstvo je, da se karte v Evropi mešajo na novo. Dejstvo je, da se Slovenija mora nekam pozicionirati. In to nas čaka v prihodnosti. Še eno dejstvo je, da se industrija vrača iz Daljnega vzhoda zaradi krize v Južno-Kitajskem morju in kolikor bomo sposobni prestreči tega v Sloveniji, toliko bomo napredovali. Kolikor bomo se ukvarjali sami s seboj, kregali in zamujali, toliko bo na koncu ostalo tisto najslabše, kar ne bo kam drugam zadati in s tistem bomo morali mi živeti. Zdaj, če želimo tej državi dobro, se moramo povezati, moramo na teh volitvah zmagati. Naslednja stvar, ki je pa zelo pomembna, po mojem mnenju, je pa decentralizacija. Danes smo tukaj v vaši regiji, državni svet je 2 leti trdo delal na ponovnem poizkusu uvajanja pokrajin v Republiki Sloveniji. Jaz mislim, da si vsaka regija, vsaka pokrajina, in čas je res, da jih sprejmemo, zasluži dobršno mero avtonomije, da se lahko razvija po svojih lastnih zmožnostih in po svoji volji v neki koherenci z celotno državo. Odsotnost pokrajin je omogočila centralizacijo odločanja in centralizacija odločanja je pripeljala do te krvave borbe za oblast ali mi ali vi. Če želimo državi dobro, je treba spremeniti politično kulturo najprej s tem, da pridemo kot ekipa, ki se ne misli prepirati, ampak misli sodelovati, in drugo, decentralizirati državo, tako da se odločanje v največji možni meri prenese na regije in da te regije potem postanejo protiutež politizaciji posameznih vprašanj v državnem zboru. Jaz upam, da nam bo to uspelo, kolikor sem se z vsemi pogovarjal, nihče tu nima fige v žepu, ampak si res želimo iskrenega sodelovanja, želimo si vaše podpore in želimo na koncu koncev delati za vas. Hvala. Hvala. Marjan. Hvala lepa. Jaz sem glas zgubil pred nekaj dnevi, pa je nekaj ga prišlo nazaj, mislim, ne dober glas, to je davno, ampak glas sem zgubil pred nekaj dnevi in kljub temu sem želel danes priti sem zato, ker je to prvič,
Lejte, prvič sedimo za to mizo tako in vse enkrat prvič. Ko smo naredili Demos, smo šele post festum vedeli, da bo tista fotografija, ki je zdaj v zgodovinskih knjigah in učbenikih, odločilna, ker smo jo naredili na tisti dan na Strnenovi 8, ko smo jo ustanovili. Sem zelo vesel tudi te družbe tukaj, od županov, gospodarstvenikov, šolnikov, znanstvenikov, kmetov in drugih. Bi pa takoj rekel nekaj. Lejte, naš cilj je relativna večina na teh volitvah. In bom povedal, zakaj. 5 mesecev pred volitvami, ko smo delali Demos, je Demos imel mnogo manj možnosti, da dobi absolutno večino, ki jo je dobil na volitvah, kot ima naša skupina z vsem, kar tukaj stoji. Lejte, samo v Prekmurju smo pa zelo na hitro sklicano, po Sloveniji. Se pravi, bistveno manj možnosti bilo takrat za absolutno večino, kot ima ta skupina, ta skupna povezava, skupna lista, kakorkoli bo to na koncu, da dobi relativno večino. Jaz bi sam povedal, da v krogu teh strank, ki smo zdaj, kot Povežemo Slovenijo, se pravi Nova ljudska stranka, Zeleni Slovenija in Slovenska ljudska stranka, je v tem trenutku 54 županov in županskih list, 411 mestnih in občinskih svetnikov, 9 državnih svetnikov in evropski poslanec, poleg vseh drugih. Zelo odkrito povemo, da je naš cilj, da bo kandidat za mandatarja nekdo ranga Jožeta Colariča. Jaz verjamem, da bo to on, ampak nekdo ranga Jožeta Colariča. Zakaj to povem? Ob uglednih gospodarstvenih, ki ste tukaj, ki verjamem, da boste pomembne stvari prevzemali. Zato, ker so obdobja v zgodovini, ko je treba nekaj prelomiti. Pred 30 leti so ljudje verjeli in smo verjeli, da gradimo drugačno državo. Tako, ki bo vsaj kot Avstrija, če ne še boljša. Marsikaj ni uspelo. Vse je marsikaj uspelo. Ampak marsikaj ni uspelo. In to, kar zdaj gradimo skupaj, jaz želim res uspešno vam združitev na začetku decembra in potem nadaljne te pogovore, to je priložnost, da naredimo to, kar so ljudje in smo množično verjeli, zato smo več kot 90% takrat tudi podprli osamosvojitev. Ker je rečeno par vsebinskih zadev. Lejte, mi poudarjamo, če govorim za Slovensko ljudsko stranko, kmetijstvo, kmete, brez kmetov in kmetijstva ne bo prehranske varnosti z lokalno slovensko pridelano hrano. Zdaj si pa predstavljajte COVID ali pa nekaj podobnega, par mesecev zaprte meje, 100.000 Slovencev bodo lačni. Kljub temu, da imamo vse pogoje za prehransko varnost na osnovi lokalno pridelane hrane. In tu moram povedati, da smo skrajno zaskrbljeni nad zelo neustrezno kmetijsko politiko, žal tudi v tej vladi, poudarjam, govorimo o kmetijski politiki, o kmetijskem ministru, ki je moj prijatelj in sem mu povedal, da je katastrofa, kaj se je zgodilo pri skupni kmetijski politiki. Franc Kučan ve, tukaj, kar smo se večkrat pogovarjali, kaj se je zgodilo zdaj pri proračunu, da bodo tisoči in tisoči kmetij srednjih, malih, ki imajo pogoje, poleg velikih, da bi skrbeli za večjo prehransko varnost, da bi omogočali, da bi mladi ostali na kmetijah, bodo zaradi tega, ker zdaj ni ustreznih sredstev za to, da bi se prilagajali na nove tržne in okoljske razmere, bodo žal propadale, kot zdaj povprečno 3 kmetije propadajo na dan. Drugo, kot rečeno, 100% podpiram to, kar je bilo rečeno, skladni regionalni razvoj in regionalizacija, pri čemer moramo vedeti, da je za to potrebna 2/3 večina in seveda vse je potrebno narediti, da jo dobimo. Bi pa omenil še eno stvar. Šolstvo v povezavi z zdravstvom. Glejte, z nami je tudi vodja Alma Mater Europeja. Med drugim v Murski Soboti in v Prekmurju ima tudi centre za izobraževalno ustanovo, ki izobražuje za tako deficitaren poklic, kot so medicinske sestre. In zato država ne da nobenega evra. In seveda pridejo Avstrijci, Nemci, dajo štipendijo in grejo, kaj pa če drugega, kot da vzamejo štipendijo in grejo v Avstrijo, Nemčijo, zato da lahko vračajo šolnino. Jaz mislim, da je tako pomembno, da ko mi govorimo o skladnem regionalnem razvoju, da tudi sami pri sebi, tudi v tem trenutku, kjer imamo vzvode in možnosti, da naredimo to, kar lahko, ker ljudje se upajo, da v politiko ni več veliko. Verjeli nam bodo tisto, kar bodo videli, da smo naredili, kar bomo obljubili, nažalost, je že zelo daleč. Torej, zaključim, ker sem prepričan,
da se ne bomo skregali, sem prepričan, da bomo zmagali. Hvala, Marjan. Jaz bi prosil še za par besed župana Beltinec, gospoda Iraga, prosim, ker smo kljub vsemu tu domačini, pa bi dobro, da bi začnil nekaj s to okolico gradu, pa eno pozitivno energijo. Hvala lepa, spoštovani minister, državni sekretar, kolegi župani, ostali cenjeni gostje. Zdaj, jaz bom nekako začel 102 leti nazaj, je nekako bila podobna pozitivna energija, oziroma v občini Beltinci je več manj vedno pozitivna energija, kar se tiče nekih daljnosežnih posledic. Recimo 102 leti nazaj so tukaj več kot 20 000 naših vrlih Prekmurcev se izreklo za Prekmurce in s tem Slovence. Tako da se pravi, takrat so že postavljali temelje temu, da se je potrebno povezati in peljati zgodbo enotne, nekako povezani naprej in samo na ta način lahko nekako potem uspemo. In že iz spoštovanja do vseh teh, bom prav, naših veljakov, tudi generala majstra na koncu, ker praznujemo praznik, na račun njega smo danes tukaj, kjer smo torej v enotni, samostojni, neodvisni in lepi državi Sloveniji. Jaz bom prav kot nek predstavnik mlajše generacije izrekam zahvalo vsem tistim, ki ste in ki še boste nekako postavljali, ne prav samo temelje, ampak zdaj že zidali kar nekaj nastropi na teh temeljih naprej. In tako zgodba, kot je ta z povezovanjem, je po mojem edina prava. Zdaj bom pa malo vseeno nekako tako skeptičen. Smo v našem gradu, ki ni naš grad, to moram povedati, še vedno smo v fazi denacionalizacije. Se pravi, denacionalizacijo je zakuhala politika, bi bilo fajn, da je po 25 ali večjih letih tudi politika potem razkuha, oziroma če je razkuhano, ni užitno, ampak da vsaj do te faze pripravimo, da bo užitna za vse tiste. Tako da to je apel, da se ta zgodba premakne za te mrtve točke. Smo prišli do ustavnega sodišča, zdaj smo spet na prvi stopnji nazaj vrnjeni in moje mnenje, jaz sicer sem sam pravnik, če nismo sposobni na sodišču najti pravice, potem se sedimo pa najdemo poravnavo. In država lahko tukaj z obveznicami naredi zgodbo in se z denacionalizacijskim upravičenci hitro poravnamo. Kar se pa tiče, to mi pa naj Sopočanci ne zamerijo, 100 in več let nazaj je občina Beltinci, oziroma so bili Beltinci pred Mursko Soboto. Bi lahko celo malo karikirajo, je bila Murska Sobota pred mestje Beltinec. Takrat grofica, ki je bila tukaj, ni dovoljena železniške povezave mimo Beltinec in je šla železniška povezava v smer mimo Murske Sobote. In sedaj Murska Sobota središče regijsko našega Prekmurja. Govorimo spet o železniški povezavi Beltinci, Lendava, Redič in naprej. Se pravi, smo morda na nekem prelomu naslednjega 100. leta in jaz kot župan ne želim, da bo zgodovina o meni po 100 letih pisala, tako kot zdaj mi govorimo o tej grofici, da nismo naredili vse, kar je v naši moči, da Beltince povežemo z svetom. Zato smo tudi, bom prav, zelo aktivni pri tej zgodbi, ki ste jo kot vlada oziroma ministri prejeli pred dnevi na mizo z našim katalogom razvojnih možnosti v občini Beltinci, še posebej z razvojem mednarodnega logističnega centra v Lipovcih, oziroma to je naša itak vas, na katero bom prav veže zgodbo Luka Koper z 65 hektarji solastniški oziroma celotni lastniški nekako deležev. To je zgodba, kjer bi pričakoval od vlade, da je bistveno bolj proaktivna, da se enkrat premakne ta zgodba, govorimo že približno 15 let o tej zgodbi. Tukaj se opravičujem, gospod Podobnik, ampak tudi kmetijska zemljišča so trenutno tam, jih bo verjetno treba spremeniti v zazidljiva, ampak kot mladi gledamo na to zgodbo tako, kjer bomo morali pač odvzeti nekaj kvalitetne zemlje in jo nameniti tudi za industrijo oziroma za gospodarstvo, kajti samo na ta način bomo dobili primerna delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. In to je naša želja. Mi smo na občini v 2,5 oziroma 3 letih pod mojim vodstvom naredili maksimalno, oblikovali projektno skupino, se povezali z Luko Koper, s Pošto Slovenijo, z slovenskimi železnicami, z tujimi partnerji, ki vsi komaj da čakajo, da se na teh 65 oziroma 100 hektarjih, kot smo si mi ambiciozno zastavili, nekaj zgodi. Zdaj pa, nekako je vedno govor o tem, da zakon o urejanju prostora bi naj prinesel rešitev. Premaknili smo ga že od maja v decembr, koliko ima informacije. Enkrat bomo morali tukaj tudi presekati in povedati, zdaj pa gremo v to zgodbo
Kajti tudi regija pričakuje od te zgodbe nekaj več, ampak na koncu to ni občinski projekt, to ni regijski projekt, to je projekt države oziroma vseh nas skupaj. Ne? In tukaj je tudi ta zgodba, če pa se zdaj navežem še na zelene, da gremo tudi zeleno, se pravi ta Green Europe, smo v ta namen se povezali z investitorji, ki želijo tukaj pridobivati vodik, ki govorijo o plazmi, pridobivanje, se pravi toplotne energije, električne energije in tako naprej, tudi zeleno razmišljanje. Ampak osnova so prostorski akti, ki jih je potrebno skupaj z vami narediti. Jaz verjamem, da jih bomo in verjamem, da ta pozitivna energija, ki je danes tukaj, naj nas vodi naprej. Mi, bom prav, ki smo pa tukaj na terenu, se bomo maksimalno trudili, da bo zgodba uspešno šla naprej. Kajti, če se pa dovolite, da se navežem na vas, minister, nekako so v družbi zadnjim časom, pa tudi kar dlje časa, dvoje vrste ljudi, se pravi, eni, ki v rešitvah vidijo probleme in tisti, ki v problemih izzivi vidimo rešitve. Ne verjamem, da vsi, ki smo tukaj zbrani, smo taki in to, prav, za to neko načelo, s to vizijo bi si želel, da nadaljujemo in hvala lepa, da ste nekako Beltince prepoznali, tudi tiste, da lahko se prek tudi povežemo, pravi, prek Beltinci smo bili, smo in vedno bomo nekako za tiste, ki si vidijo nekaj dlje in ki želijo biti povezani. Hvala. Hvala, župan. Zdaj, preden dam besedo, bi samo 2-3 stavke še povedal. Danes smo tukaj, ste tukaj, ali pa smo vsi Slovenci sicer, Prekmurci in Prleki. Jaz sem enkrat v eni megli naredil napako, pa sem kolegi Miti prišel, pa sem zgubil orientacijo, pa ni, ker je bila res megla, pa sem na oni strani povedal, da sem Prekmurju, pa je bil problem. Ampak sem to za šalo vzel in nič hudega nisem mislil. 2-3 stavke samo še. Ne. Jaz večkrat povem, da je percepcija nekaterih, da je Slovenija do Domžal, Grosuplja, Vrhnike pa Škofje Loke. Ne, mi smo tukaj tisti, ki se borimo za to, da dokažemo, da je čas, da podeželje dobi svoje mesto, ne zato, da se ruraliziramo, ampak da pokažemo to, kar sta oba povedala, da mora biti povezava mest in pa podeželja, zato, ker je samo v skladnem regionalnem razvoju izhod iz tega, v čemer smo zdaj. Jaz sem se večkrat vprašal, kdo bo pa pri meni doma živel čez 10 let, leta 2030. Naredite to vsak za svoje področje, pa boste videli, da bo potrebno kar veliko aktivnosti, da bomo prišli do odgovorov, da se bomo na teh področjih razvijali naprej. Ampak kakorkoli, po tem uvodu bi jaz predal besedo vam in prosim za konstruktivno, kritično, sugestivno diskusijo. Profesor, vi? Prosim. Dobro, hvala za besedo. Zdaj tisti, ki se poznamo v Ljubljana, kot drugače, jaz sem z Beltinske občine, tako da se to moj domači kraj, zato tudi par besed nadaljujemo, dokler je naš župan začel neke priložnosti, ki dejansko že imamo pripravljene, da ne samo ne jamramo, kot se temu reče. Ne. Beltinska občina je šla pravi čas v zadevo, kar se tiče logističnega centra, ampak ni bilo nadaljevanke. Tu v teh prostorih je bilo podpisano v času prve Janševe vlade, tako rečeno, vse, da se pač ta logistični center nadaljuje, pa v povezave z Lendove tudi kot kompletna zadeva tudi zaključiti, kar se tiče tovornega železniškega in pa tovornjaškega prevoza. Ampak se je pač zgodilo, kar se je zgodilo, afere veste, zato smo umetniki v Sloveniji, najhujše pa to, da se nič ni zgodilo. Ampak hvala Bogu, tu je, zadeva je odprta, za kar se tiče zemljišč, ni nobena država glede vmeščanja v prostor, zato ker treba v Sloveniji treba prvič se navezati na to, da v 100 letih nam je za 100% zarastla Slovenija. Pred 100 leti je bilo 30% gozdnega, zdaj je 60%, z tega je skoraj 1/3 zaraščeno. Mi moramo skrbeti, da se ne bo zaraščala Slovenija, ampak tisto, kar je zdaj treba ščistiti, obrobje treba narediti in to, kar gospod Podobnik govori o tem
bil poudarek, da se pač Slovenija ne zarašča. Ni problem, je pa seveda, če to ne bomo delali v sožitju z naravo, pa z zelenimi, pa z vsemi atributi, pa z strokovno znanje, ki jo imamo, da potem težko. Tako jaz mislim, da priložnost tu je in jaz mislim, da z županom pa z mladov ekipov bo lokalna skupnost tista, ki bo pomagala. In pa seveda treba bo tudi denar z Ljubljane pripeljati pač na regije pa na občine. Hvala. Kdo želi naprej? Lahko en komentar samo dam. Hvala, prosim. Leta 2019, ko smo začeli s projektom ponovnega poizkusa ustanovitve pokrajin, se je v Ljubljano dnevno vozilo 86.000 dnevnih migrantov. Na začetku leta 2021 se jih vozi 117.000. Če bo šlo s tako hitrostjo, bo v Ljubljani čez 4 do 5 let več delovnih mest, kot je prebivalcev. Dejstvo je, da je osrednja Slovenija postala neke vrste črna luknja, ki ima izjemno ekonomsko razvojno možnost, da se pa z odlivom kadrov iz periferije razvojne možnosti za periferijo manjšajo. In če se ta proces centralizacije ne zaustavi, bomo imeli v prihodnosti hude težave. Mi bomo imeli občine, pa zdaj pustimo to ob strani, da so nekatere majhne od teh 212, tudi večje občine, bo imele zelo slabo demografsko sliko, gerontološko, in bojo župani imeli zelo velike težave zadovoljiti samo potrebe svojih prebivalcev glede od prihodkov iz dohodnine, ker bo ostale samo še penzije in slabe plače. In država, da bi to preprečila, bo peljala socialno politiko v teh občinah. Za socialno politiko bo treba bolj obremeniti gospodarstvo. Torej, to je začaran krog, to je spirala, do katere ne sme priti. Veliko je bilo v zadnjih letih, v zadnjih vladah je bilo veliko besed, malo dejanj. In če se to ne konkretizira v neke akcije za gospodarstvo, in gospodarstvo in kmetijstvo je tisto, ki pa zadrži ljudi na domačih ognjiščih, da ne gredo drugam, se nam slabo piše. Zato jaz mislim, da je res zelo velikega pomena, da se mi povežemo med seboj, da si zaupamo med seboj, da se ne skregamo in da gremo v konkretne akcije. Glejte, če nič ne naredimo, bo v Ljubljani zaradi dnevnega pritoka in odtoka ljudi potrebno zgraditi še en obroč cestni. Za ta cestni obroč bo treba odkupiti zemljišče. Odkup teh zemljišč v Ljubljani bo stal več, kot stane odkup zemljišč za Koroško avtocesto, ker tam so cene drugačne. In zopet bo zmanjkalo denarja za periferijo. Nočem strašiti, nočem tu risati hudiča na zid, zadosti črn sam po sebi. Res se je treba premakniti na periferijo in res je treba periferiji prisluhniti, če ne, so ti procesi če dalje hitrejši, iz leta v leto so hitrejši. Gospod minister, bil sem 2-krat v Porabju. V Porabju imamo isti problem mi in Madžari zdaj, ta trenutek. Madžari in Slovenci oboje odhajajo v Avstrijo. Ko sem se pogovarjal s porabskimi Slovenci, so rekli, da bi bilo njim že dovolj dobro, če na slovenski strani pripravimo službe za njih, ker so plače na slovenski strani še vedno višje kot na Madžarskem. Z dnevnimi migracijami v Slovenijo ohranijo stik z jezikom, kulturo in imajo boljši ekonomski položaj. Še en razlog, da se lotimo periferije zelo resno. Potem je tu še vprašanje čezmejnega sodelovanja. Na eni strani imamo dežele, vseh držav, ki nas okrožajo, na drugi strani imamo majhne slovenske občine, ki so v izjemno podrejenem položaju pri skupnih evropskih projektih. Ko mi želimo speljati kak evropski projekt skupaj z deželo na oni strani meje, ga mora iti podpisati minister. To je nesprejemljivo. Toliko. Hvala. Naprej. Ja, če mi dovolite, Feri Kričan, kmet, Stefanovec, lepo pozdravljeni. Če sem zremzan 33 let nazaj, mislim, da sem najstarejši aktivist slovenske demokracije z dr. Toplakom. Januara 88. leta je dr. Erjavec, takrat študent, pri meni v kuhinji sedel, grej zraven, gremo, moramo nekaj spremeniti.
ne boj se, nič nam ne naredijo. In takrat smo kmetje začeli demokracijo. Takrat smo kmetje Kmečke zveze to naredili, kar zdaj imamo. Ampak moram vam povedati, da sedaj po 30 letih, ko ste bil član prvega izvršilnega odbora, ponovno sedim v izvršilnem odboru Ljudske stranke in sem prvi podprl, da se ponovno moram obvezati, kot smo se takrat. In takrat smo imeli kmetje veliko pričakovanje, zato smo šli v Unionsko dvorano. Ne zaradi tega, da bi radi komunista nagnali, ali pa ne vem kaj. Zato, ker smo mislili, da smo najslabši na svetu, podcenjeni, podvrednoteni. Ampak povem vam, da leta 90 smo kmetje za svoj izdelek več dobili, 10-krat več za liter mleka, za liter vina ali za kilogram pšenice, kilogram žive teže goveda ali kratiča, kot ga dobimo 30 let po tistih. Torej so podrejenem položaju. Mene bo veselilo, če bo za 5 mesecev vaš auditorij vlada. Jaz vas podpiram, ampak vedite, da vam ne damo miru, da tako vlado, kot je čez to obdobje bila, nočemo. Ne pričakujte, da vas podprli, če ne boste obljubili, da boste nekaj več dali. Ker to, kaj zdaj doživlja kmetijstvo, žal mi je, tisti, ki imate apetite, Slovenija ima na prebivalca najmanj zemlje. Res je, da se največ zarašča. Moram se vprašati, zakaj. Ampak tudi največ se pa pozida. In če se hočemo pogovarjati o prehranski varnosti, ta je ta moment zagotovljena. Zagotavljajo Lidl, Hofer, vsi jo zagotavljajo. Ni pa zadostnost. Ni pa zadostnost količinsko proizvedene hrane. Samo zadostni pa nismo. Niti 30% na določenih segmentih. In to je kriva politika, ki je bila čez to obdobje. Najboljšo politiko smo kmetje imeli, ko je bil minister Cile Smrkolj. Takrat smo kmetje nekako imeli največjo zaupanje v tisto politiko. Po tistem se je marsikaj dogajalo hudo. Najslabša vlada, pa najslabši odnos do kmetijstva je pa naredila ta zadnja vlada. Pred pa trenutna. Najšibkejši člen v vladi vodi drugo ali pa tretjo najbolj pomembno panogo v Sloveniji. Kmetijstvo je druga najbolj gospodarna panoga, pomembna panoga v Sloveniji. In to vodi najšibkejši člen Desus. 4 leta, ker sem malo v sindikatu, se ukvarjamo, polovimo ministra, državne sekretarje, koga obdržati, koga pustiti, koga nadomestiti, da nam nekaj dobrega naredi. Tako novo vlado nočemo več kmetje. Hočemo stabilno, odgovorno vlado. Hočemo, da za kmetijstvo nikak nekaj naredi več. Glede, stanje kmetijstva je zelo porazno. Ob 7 prižgeš televizor, hrana se podračuje. Zopet so krivi kmetje. 1 cent ne dobimo kmetje od tega, kaj se bo podraževalo zdaj. Kje se konča? Ne najdemo mehanizma, da bi rešili problem razmerja v verigi. Pred koliko leti je bila ministrica iz Zaresa, ona gospa, kako se je pisala, gospodarska ministrica. Z njo smo se prepirala, ali zakon o razmerju v verigi, ali pa kodeks. V Radgoni smo podpisali kodeks o razmerju v verigi, da bojo kmetje imeli svoj del, vsi ostali pa svoj del. Ni zaživel, zdaj ga državni sekretar ponovno buja, gremo še enkrat brati kodeks, dobri praks, da bomo kmetijstvo rešili, da kmet ne bo dobil 5% v kilogramu kruha ali pa ne vem. S tem se mi ne strinjamo. Da ne najdemo mehanizma ne v Sloveniji, pa ne v Evropi. Cene. Boljše cene imajo Bolgari, Romuni, ki so najslabše razvite, kot pa mi. Surovin, najdražje imamo. Vsi dobro poslušajte. Gorivo, gnojilo, fitvorna sredstva, semena. Neverjetno, kam je vse to šlo. In kdo bo to naslednje leto nam kalkuliral, da bomo preživeli? Po drugi strani smo pa pred največjim izzivom. Izziv je strateški načrt razvoja kmetijstva skupno z evropskim od 2023-2027. Sredstva zmanjkuje.
Bilo je povedano, da se zmanjšuje na evropski ravni za 15%, mi zdaj, ko računamo, manj kot 25%, nobena kmetija ne bo izpada imela od 25 do 50%, kje se zgublja denar. Minister, kakšen je, takšen je, vzemno je 36 milijonov, ki smo ga dobili po ukrevanju pogodb z Evrope in je rekel, gledajte, to bomo zdaj razdelili malo med inštitucije, kmetijski inštitut, takšen inštitut, drugačen inštitut, kmetje dobite iz vladnega proračuna v prvi steber, v drugi steber, v del za investiranje v objekte, vse boste dobili z štrajkom, v Radgoni smo ga prisilili, da nam je vlada odobrila 100 milijonov. Rabimo jih pa 500, če hočemo naslednji 5-6 let preživeti. Jutri moramo iti ponovno na ulice. In žal, gospod minister Počivalšek, tudi proti vaši vladi bomo zdaj ponovno še mogli štrajkati, ker ni posluha. Strateški načrt ne bomo sprejeli, kmetje, bomo nasprotovali samo zaradi enega razloga, da naslednje leto, ko boste vi vsi skupaj v vladi, boste ta strateški načrt mogli pokrpati, kaj itak ne bo v Evropi še sprejeti. Bomo počakali še pol leta. Nihče se ne zaveda, v kakšnem stanju smo, Slovenci in pa svet. Če je kjer gledal oceno NASA, ocenila je, da bo v 10-letju pridelek koruze z 10 za 30%. Prehranska varnost do kraja v krize, ker ogromno ljudi živi od koruze. Drugi podatek. Ugledna univerza v Ameriki je zračunala, da bo Evropa, to je javno pisalo, če kjer to spremlja, Evropa v naslednjih 10 letih neto uvoznih hrane. Neto uvoznih. Mi Slovence, pa naša vlada, zdaj vemo, da bomo imeli hrano, ki jo pripelja iz Avstrije, iz Poljske, ne vem odkot. Ampak za 10 let bomo pa dejansko Slovenci lačni. Če ne bomo spremenili odnos do kmetijstva, potem nobena vlada, nobeno povezovanje ne bo dobil na zaupanje. Če zdaj dobi, bo potem pozneje grajeno. Še eno zadevo bi rad iznesel dela te vlade in odnos ministra pa zakonodaje. Sprejema se zakon o kmetijskih zemljiščih brez soglasja kmetov, sprejema se zakon o gradnjih brez soglasja kmetov, kjer smo najbolj kmetje oškodovani in rad bi vas seznanil, gledajte, malomeščanstvo se seli iz mest na podeželje, cenejše so gradbene parcele, cenejši so stroški, lepše je živeti. Vendar, če pride malomeščan na podeželje, bi radi na kmete nagnali. Mlade kmečke družine imajo zdaj največje probleme, ker želijo investirati v kmečke objekte, vse posodi se formirajo civilne iniciative, vse posodi se nasprotuje, vse posodi se blokira in smo hoteli zakon o gradnji spremeniti, zakon, ki morajo 3 sosedje levo in desno podpisati soglasje, ampak nihče nas ne upošteva. Želim si tako vlado, želim si vas v tej vladi. Bom organizator, kot sem bil pred 30 leti, 4000 podpisov smo Prekmurci prinesli kmečki zveze od maja do septembra, zato smo bili množični takrat, pomočni. Tudi zdaj bomo delali, vendar ne nas pustiti na cedilu, vsi boste odgovorni za to. Hvala lepa. Hvala. Bom dal naprej, samo par stavkov bi rekel, pa nič ne želim polemizirati. Glede, od tega, kar so vsi želimo, v Ljudskem in liberalnem centru vodi preko volitev. Mi danes se lahko prepričujemo, vsi tukaj v glavnem mislimo enako. Če hočemo spremembe, jih bomo lahko ustvarili samo z eno enotno listo liberalnega in ljudskega centra. A smo v stanju preseči to, da bomo v enem okolju vsi podprli liberalnega kandidata, v drugem okolju ljudskega kandidata pod eno skupno streho. To je edina pot, to je realna politika. Vse ostalo je jokanje in pa prepričevanje prepričanih. Zato se dajmo tudi skoncentrirati v tej smeri. Naša naloga tule za to mizo je, da ustvarimo pogoje, zato da bomo šli na volitve z šanso, da dosežemo rezultat, ki bo omogočal kreiranje. Vse ostalo je pa
pot, po kateri nas bodo nekateri, prej ne vem, kdo je rekel, nas bodo poskušali razdvojiti, zato, da se zadeve ne bi spremenile. Prosim. Hvala za besedo. Zdaj vse skupaj. Zdaj nadaljeval s tem, kaj je minister začel oziroma nakazal. Res je danes čas in vsi sem pričakoval eno takšno listo, ki bi se nekako združila in seveda novo alternativno vejo pokazalo Slovencov. Na koncu imamo dosti neopredeljenih volivcev in vsi čakajo in koliko boste uspeli z eno novo politiko oziroma z enim programom nastopiti, jaz verjamem, da boste zmagali in seveda, da bo to popeljalo tudi Slovenijo v eno novo vejo. Vsi pričakujemo eno novo zgodbo in seveda še enkrat pozdravljam takšno stvar, ker na koncu Slovenija je mala in zakaj ne bi dali tisto, kaj smo pričakovali od Slovencev, od vlade in države, da bo to tudi uresničeno. Jaz moram reči, da smo Prekmurci malo drugačni ljudje in fajn, da smo se zbrali tukaj, mi razmišljamo po zdravi kmečki pameti. Mi vedno rečem, da pri nas velja zakon ZKP, zdrave kmečke pameti. In vidim tu, da je stvar realna in seveda tudi, kaj se tiče teh ljudskih variant. V Evropi prevladuje ljudske stranke. Volkspartei so ene od vodilnih strank v Evropi in tudi dosti denarja za Evrope dobijo. Zato pogrešam takšno zgodbo, ljudske variante in jaz mislim, da bo to prava varianta. Kaj se tiče z gospodarskega stališča, res, da je za gospodarski čudež, lahko rečem, v Sloveniji niti malo ni doprinesla vlada, ampak so doprinesli mi gospodarstveniki. Ampak v tem momentu nam pa nekako pohaja sapah, surovine grejo, energetika gre to. In seveda, če bo država hotela imeti še dobre davkoplačevalce, bo seveda mogla se tudi ozirati na gospodarstvo. Vsaka država se zelo, zelo dobro ozira na gospodarstvo, ker to je tista stvar, ki proračun vodi, ki zaposluje in seveda tudi danes imamo zelo dobre pozicije, da to nadaljujemo in da si želimo gospodarstvenih ene vlade, ki bo prisluhnila, da bomo lahko držali ta tempo in da bomo tudi eno od vodilnih gospodarskih sil v Evropi. Imamo vse šanse, samo rabimo pa tudi na drugi strani pomoč države, vlade in zato seveda osebno podpiram takšno zgodbo in seveda želim, da na volitvah tudi ta stvar pride na vrh. Hvala. Ničo. Hvala. Moram povedati, to je meni važno, če je to bila blizu periferija Beltinec, itak je v toj periferiji bila napravljena Murska Republika. Važno je to, da zdaj avtocesta ne ide niti v kraj od Sobote in v kraj od Beltinec, ki povezuje in Soboto in Beltince in s tem seveda omogoča skladni regionalni razvoj. Sem to narisal. Prosim? Jaz sem Povlek bil. In to sem gliščev praviti, kot tu nas je kar nekaj, ko smo ti si risal, mi smo sklicali sestanek pri okni v Zvezdi, tako so kamioni mimo šli, ko se je ne dalo niti prav vlučati, ko je ta avtocesta prišla, zato ker vsi znamo, ko je napravila točno to, ko je peli mogoče železnica ne. In od skladnega regionalnega razvoja sem ga učil in to je višno ena mantra, ker mu se še eno dvakrat vrnil nazaj. Važno je pa, ko je Prekmurje, pa Pomurje celo, glava slovenske kure. In to ne smemo pozabiti in kako nešče z Ministrstva za izobraževanje toliko bolje povdarjam glavov slovenske kure. In Marjan, vlada je prejšnji teden objavila razpis za koncesije za visokošolske programe in tudi tu smo zasledovali skladni regionalni razvoj. Ludvik, je bila kara koncesija z te kraj Trojan? Ne. Niti ena, do zdaj. In točno to smo gledali. Skladni regionalni razvoj na visokom šolstvu. Naslednja stvar. Prejšnji teden je bil z 80 glasovi za njenim proti sprejeti zakon o raziskovalni dejavnosti. Niti en zakon, ne v tom sklici, še pa v prejšnjih letih, vsebinski je ne bil sprejeti s takšno podporo. Tudi to je imelo rezultat v tom, ko se je trebalo pogučavati za celo Slovenijo. In dvojni penezi za raziskovalno dejavnost
pa ne samo v Ljubljani, ki tudi tu je mesto za skladni regionalni razvoj, ne samo na visokem šolstvu, kot sem prej za koncesije pravili, ki tudi na raziskovalnem področju. Vsakša statistična regija, da je dobila en projekt. Bar eno. Ne je to dosta, ali enoga, da je dobila. Do zdaj, pogledajte malo, koliko je raziskovalnih inštitucij pri nas. Ni eno. Niti eno. Ne? In gled za voljo toga sem se oglasil, ko opozarjam, ko je vlada lejko toliko bolje naklonjena politiki skladnega regionalnega razvoja, ko vidi izven Ljubljane, koliko je tudi ministrov, predvsem pa predsednikov koalicijskih strank izven Ljubljane. Pa pogledajte to vlado in to se tudi pozna. Sploh Zdravkom sva se dosti krat pogučavala in je tisto, pa njegova mantra, ko da za 10 let naprinjen, če je skladni regionalni razvoj moja, je točno ta stvar, na kar opozarjam. In na področju šolstva, samo eno stvar še povem, smo tudi ne samo na tistem, kar je bolj moje, tudi na osnovni in srednji šole, smo napravili en korak v toj smeri. Pripravljen je talent center, ker je ideja in predlog iz te regije. Zakaj? Zavolo toga, ker gliti se najbolje zavedamo, kako se moramo opreti na svoje moči, na svoje znanje, zato, ker če sami sebi nam pomagali, te nam drugi toliko bolje ne. In zavolo toga moramo podržati skupaj, temu se lepo toliko bolje pomagali. In hvala lepo vsem, ko do zdaj stojite skupaj pa pomagate in ga izvržem, kada te sklop pa še što je drugi cuj, v kateri smo se bili pogočavali napravo to povezavo in ko povežemo Slovenijo povežemo na način, ko povemo, ko je izven centrov, ko je regionalni razvoj, face važen, na kar ga moramo računati. Hvala. Hvala. Profesor Topla. Najprej ne rečem hvala lepa ministru Počivalšku za povabilo, ki je svojem vabilu pravzaprav dal okvir nocojšnjega pogovora. Prvo ugotovite, da je Slovenija razklana, jaz bi rekel predvsem Ljubljana, in to iz Ljubljane se širi po celi Sloveniji. Drugo, izhodišče, da je treba vendarle povezati Slovenijo. Pri tem, ko se menimo povezovanju, kar ste opozorili pravzaprav vsi predsedniki strank, tukaj morebiti bi bilo dobro še koga povabiti, tako da bi bilo še recimo 6-7 sedelo, ki imajo vendarle zelo sorodna izhodišča. Gre pa za nekaj, ko govorim povežimo Slovenijo, večkrat je bilo poudarjeno, moramo misliti na skladnost razvoja. Skladnost med centrom in podeželjem. Najprej skladnost med ekonomijo, med gospodarstvom, politiko, kulturo in duhovnostjo. Ljudi ne pozabiti, ne hote, se hitro gospodarstvo sprevrže v požrešnost, politika v napuh in v vrednostnem pogledu tudi v razvrat. Razmislimo za to, kako vzpostaviti ravnotežje med gospodarstvom, politiko, kulturo in duhovnostjo. Drugo, postaviti ravnotežje med mestom in podeželjem, predvsem med centri in podeželjem. Mi vidimo, zdaj bom povedal, okoli leta 2000 je Evropska komisija dala eno opozorilo, leta 2002, o pripravah za združitev in so ugotovili, da je Slovenija tako neskladna v svojem razvoju, da to ogroža njeno integriteto.
Mi si lahko mislimo, kar si mislimo, kaj pa misli 30 000 ljudi, takole, ki se vsako jutro vozi v Avstrijo, pa jim v Sloveniji nismo bili voljni dati niti kruha, niti drugih stvari, mnogim danes tudi ne, do danes ni šolanja. Kaj si misli ob vsem tem, moramo misliti, da to, ali pa se zavedati, da to pomeni dejansko dezintegracijske težnje. Zato moramo graditi skladnost na vseh nivojih in da do tega pridemo tudi skladnost med programi nekaj izhodiščnih programskih točk, in ker je srečanje politično in to pred volitvami, moramo videti, s kakimi skupnimi izhodišči, skupnimi parolami, kjer se gre na volitve. Če želimo, da stvar v resnici v Sloveniji stabiliziramo in skladen razvoj. Na področju gospodarstva je treba gledati na skladen razvoj med primarom in sekundarom. To, kar je gospod Kučan povdaril. Mi moramo vedeti izraziti razkol ali razlika, prevelika razlika med primarom, med kmetijstvom, predelavo, trgovino in financami. Potrebno je zagotoviti, na tem področju se je zgodovinsko to delalo z kooperativo, da se je povezalo in da se je v celi verigi pravično delila dodana vrednost. Takole, treba je zagotoviti skladen razvoj med predvsem realnim sektorjem in finančnim sektorjem. Tu smo v veliki meri odvisni od svetovnih trendov, predvsem od politike, kot rečemo Wall Street in tako dalje. Ampak, zdaj pa če ostanemo tu, samo ena izkušnja. Avstrijci, Nemci, v najbolj zaostale kraje, ki so demografsko ogroženi, naselijo določene visokošolske programe, zato da mladina tam študira, tam formirajo, tam se spoznajo, tam formirajo družine in tam ostanejo. Če tega ne bomo naredili v regijah, o katerih govorimo, vedimo, da grozi demografsko izpraznjenje gotovih celih regij. In zdaj, če smo konkretno, ker sem bil prav parkrat izzvani, vi veste, da smo šli, vsaj jaz osebno, grem z programe tja, kjer je potreba, kjer je tudi realno okolje za to, da ljudi vzgajamo, izobražujemo za potrebe, kot temu rečemo, v realnem okolju. Tam, kjer upravljajo tudi potrebno prakso in tako dalje, kar je posebna zgodba. Ampak zdaj, zahvaljujoč, bom rekel, spretnosti in kombinatoriki in tudi poznavanju dr. Slavinca Mitje, prijatelja, je končno po tolikih letih obljubljeno, da tudi v Murski Soboti dobijo prvih 30 študentov koncesijo za zdravstveno nego. Verjamem, da bi bilo potrebno tudi za informacijske tehnologije, bom povedal, v Degendorfu v Nemčiji, na Bavarskem, Puch v Avstriji, to je ena mala vas med hribi blizu Salzburga, so šli isto zdravstvene programe in gospodarsko-razvojne informacijske tehnologije, kjer mladi ljudje lahko delajo od doma. Takole, to sem želel reči, da razmislimo malo takole, kako programsko povezati stvari, ustvariti določena izhodišča, tako da bodo ljudje tudi verjeli, pa ne samo verjeli, takole, da ne bodo razočarani. Hvala. Hvala lepa. Še? Hvala lepa. Še počakam malo kamermana. Slovenija ima, po mojem, samo eno dobro pot za skupen boljši jutri. In to je sodelovanje in to je povezovanje in reševanje skupnih zadev na najboljši način. In bi pohvalil kolega Marjana Podobnika in
ime, ki veže nas danes tukaj skupaj, ne, to je Povežimo Slovenijo. Kar se tiče programsko, bo verjetno druge priložnosti, kjer bo treba kaj urejati. Jaz bi samo tole na kratko rekel. Danes točno vemo, kdo je svetovno gledano zmagovalec 19. stoletja in kdo 20. Ne vemo še, kdo bo zmagovalec 21. stoletja. Vemo torej za 19. Anglija, 20. Združene države Amerike, v 21. še se stvari dogajajo. Ampak nesporno je nekaj. Tisti, ki bo preskrbljen s hrano, z vodo in z energetiko, bo zelo dobro preživel 21. stoletje. Mislim, da to tisto ključno zavedanje, ki ga treba vsidrati v to državo in zavest ljudi. Tisto, kar dela zmagovalce, pa je tudi seveda obvladovanje tehnologije, znanja. In seveda ni sporno, da Slovenija mora postati država in država znanja, ki bo seveda, ker nimamo nekih surovin, ravno preko znanja ustvarjala tisto visoko dodano vrednost, ki si vsi želimo in vsi o njej govorijo. Bo pa treba ustvariti najprej temelje. V tej zgodbi, ne, ki jo danes tole doživljamo in je odlična, bi res se zahvalil vsem predsednikom, da so že do zdaj dali noter eno energijo, eno znanje, tudi eno pripravljenost za to sodelovanje, ki bi morali postati tudi vzorec za ostale, se pravi za ostalo Slovenijo. In hkrati tudi tistim, ki to zadevno seveda ne sprejemajo povezovanja, sodelovanja za skupen boljši jutri, je treba na nek način tudi javnosti jasno povedati, ne, s svojim programskim nastopanjem, se ločiti od tistih, ki seveda nastopajo v slovenskem političnem prostoru destruktivno. To posledično ne koristi nikomor, tudi njim ne, ampak danes še tega ali ne vedo, ali pa seveda ne smejo vedeti. V tej zgodbi bi še želel izpostaviti na kratko tole. Mislim, da je predsednik izjemno pomembno delo, da v bistvu iz teh začetnih korakov pridemo naprej. Bili so omenjeni datumi in april bo zelo hitro. Ne. Zdaj pa, ko pogledamo programsko in drugače, ne, bo treba neke stvari urejati. Bo treba ažurirati, bo treba pohiteti, postaviti kup stvari, ne, finance, pa kadri, pa seveda ekipe, ki bojo delali na tem projektu in tako dalje. Ne. Zdaj, jaz samo še povem tole, ne, dve izkušnji, ki jih pač osebno poznam. Poznam povezovanje in združevanje nemških zelenih, ki so bili, bom rekel, ena obskurna dobesedno, ne, zgodba v Nemčiji, kjer je en kup nekih frakcij delovalo vsak po svoje, ne, temu rečemo kot kokoške na dvorišču, ne. Tu pa tam je katera celo na slepo zrno našla, ampak suma sumarum so bili neučinkoviti, neuspešni in tudi Nemčiji niso mogli nič pomagati in nič dati. Ko so to v glavi spoznali in se začeli pogovarjati, so našli tudi rešitev in so naredili v bistvu en zbor predsednikov, ki je ustanovil v bistvu Zvezo nemških zelenih, kot takšni v bistvu še danes delujejo in kot veste, so se letos potegovali in seveda zgodba še je na nek način še odprta, ne, celo za predsednika, se pravi, nemške vlade. In to je na eni strani slovenska zgodba, druga, ki vam jo želim povedati, pa v bistvu povedati zato, da vemo, kaj pa lahko se zgodi pri drugem pristopu, je pa naša izkušnja iz državno-zborskih volitev leta 2011. Imeli smo tiskovne konference, takrat parlamentarne stranke, prisotni so bili vsi mediji, ampak vsem medijem je bilo zapovedano, da ne smejo nič objavljati. Da si vi mislite? Ne? Ja, Mi dva to vemo, ne? Mi dva to vemo. Ja. Torej, bile so prisotne televizije, pa radiji, pa tiskani mediji in niso smeli objaviti. Post festum smo se nekako
povezali pa nastopili proti temu tudi z močnimi zgodbami napram sodni veji oblasti. Je pa takrat pač umanjko tisti zaključek, ne. Tako bom rekel, ne. Gospod dr. Jože Duhovnik je ocenjeval, da bo on samostojno prišel v parlament. Enakega mnenja je bil tudi Stojan Auer, takrat tako vidna medijska osebnost, pa morda še kakšna zvezdica, ne? Ampak suma sumarum, uspeha ni bilo. To je mogoče tudi ena dobra informacija, da potem, ko bomo te stvari s pomočjo naših odličnih predsednikov spremljali, sodelovali aktivno, pa seveda v tej zgodbi vsi z željo, da uspemo, morali včasih tudi pozabiti na tisti svoj ego, pa za skupno dobro, skladno z slovenskim pregovorom, slogi je moč, najti dobre rešitve, da gremo naprej in do cilja. Hvala lepa. Hvala. Naprej, prosim. Hvala za besedo. Predsedujoči, spoštovani predsednik stranke, spoštovani prisotni, lepo pozdravljam v mojem imenu, sem Franc Horvat, župan občine Tišino. Dve zadevi bi samo poudaril. Zadevo povezano s Slovenijo od vsega začetka. Predvsem iz tega, da kot župan imam uradne ure od ponedeljka od 7 pa do naslednjega ponedeljka ob 7. In dostikrat pride občani, ki imamo občinsko blagajno, tako malo pogledati, kak je župan. In v bistvu jih moti tisto, to kreganje. In to sodelovanje 5 strank in tudi vseh prisotnih, upam, je ena tisti korak, ki bo tudi zanimanje mladih za politiko potegnil naprej, ker zelo težko dobiš nekoga, da gre mlade v politiko, če tako malo politiko ne podeduješ kot sem jaz, da bo nekdo oblatil, kot recimo, ne vem, zdaj zadnjih 2-3 dni bilo, ker v bistvu skoraj za nemogoče zagledati. Pač televizija, papir, prenesete vse, ampak realno življenje v bistvu je tako, da ljudje, ki imajo neko vizijo, znanje, izkušnje, v to zgodbo ne bodo šli. In zaradi tega v bistvu bi želel, da ta zgodba v Slovenijo ostane. Uspešna zgodba. Naslednja stvar, ki pa je pa kulturni dialog. Ta dialog je v bistvu, tako bom rekel, pod vsako kritiko in tukaj v bistvu je bilo potrebno tudi na tem nivoju narediti, kot je pokojnoče rekel, vedno plejete na drugi strani človek. In v bistvu tukaj tega sedaj v temu rekel, slovenskem parlamentu oziroma slovenske politiki skoraj da ni. In tudi tukaj je bilo potrebno ta nivo dvigniti na neki kulturni, človeški nivo. Ker to sedaj je pa pod vsako kritiko. Ti dve zadevi. Hvala. Hvala lepa. Če dovolite, bi jaz to pokomentiral samo z enim stavkom. Poglejte si kakšno sejo državnega sveta, kjer sedijo ljudje, ki so isto v vseh strankah, kot so člani državnega zbora in razpravljamo o istih zakonih. In da se drugače. Da se naslavljati auditorij, ne pa posameznika, in da se govoriti z argumenti, ne pa gostilniško kvantati. Marjan Mavčec je dlje časa v državnem svetu kot jaz, ampak lahko pove, da se nikoli nismo spustili na tako raven dialoga, da bi drug drugega zmerjali, da bi drug drugega naslavljali, da bi se zmerjali z imeni, kot so fašist, kriminalec, norec in podobno. Tega si v državnem svetu, Franc Kangler je bil tudi pri nas, s takimi besedami se nikoli nismo obkladali. Mislim, da se da drugače. In mislim, da lahko vsi skupaj damo tu obljubo, da če in ko pridemo v parlament, oziroma državni zbor, da se takega besednjaka in takega načina delovanja ne bomo posluževali. Ker ljudje, ki to gledajo, kakor vam povejo, veste, mene tudi na cesti ustavljajo, pa me sprašujejo, koliko je to, da se pri vas ne grdo zmerjate, pa pri njih vse. Jaz za druge ne vem, ampak lahko rečem za nas. Pri nas obstaja konsens v državnem svetu, da se dobimo potem po seji, pa si, kako rečemo, med samo sejo, pa se zavedamo, da nas ljudje poslušajo in
Raje ne. Da se drugače. Še prosim, naprej. Še kdo? Še kdo od vas za mizo? Marjan. Jaz bi sam izrazil eno veliko veselje, ko smo zadnjič sedeli v podobni sestavi, pa je bila Katedrala Svobode, Ad-Tank in tak naprej, ta krog intelektualcev nas povabil na pogovor, je dr. Petrič, ki je nekako intelektualna avtoriteta našega gibanja Povežimo Slovenijo, je rekel, jaz bom uporabil en izraz, ki je nepolitičen, je rekel, ampak ga moram, ker paši, je rekel, jaz sem srečen, da sedim na tem sestanku. Je rekel, ker smo tam. In jaz moram povedati, kot nekdo, pa smo bili tukaj z Čušem, še z nekaterimi, z Ludvikom, dr. Toplakom, še z nekaterimi, ki smo delali to državo in prve stranke in imamo izkušnje od takrat in se jih ne da prenašati, pa marsikdo je alergičen na te, ne govorite o teh časih in tak naprej. Ampak moram reči, da sem srečen, ker čutim, da obstaja velika priložnost, da nekaj spremenimo v skupno dobro. In to, da na prvo mesto izpostavimo ravno to, kar je bilo danes največkrat rečeno. Da ne bo več važno, kje v Sloveniji se boš rodil in ne boš s tem determiniran, kakšno življenje boš živel. Če je kaj, kar mislim, da brez da bi karkoli med nami že napisali pa podpisali, smo popolnoma poenoteni, je to, da če bomo uspeli narediti Slovenijo in bomo naredili Slovenijo, ki se bo enakomerno razvijala, kot je bilo rečeno, da bo na podeželju privilegij živeti, da bo ta skladnost med mesti in podeželjem, potem ima Slovenija vse priložnosti, da zacveti in izkoristi potencijale, ki jih še ni imela. Jaz sem 14 let živel v Srbiji, malo v Rusiji in tak naprej. Upravičeno mnogi tam na jugu in na vzhodu imajo Slovenijo, nekakšno zahodnoevropsko državo in tak naprej za svoj idol, Slovenijo. In mi imamo tak potencial, tako malo je potrebno, jaz bi rad rekel, ker so bile danes tu kritike. Jaz izjemno cenim ministra Zdravka Počivalška, da se bori za gospodarstvo. In povem zelo odkrito, jaz bi želel, da bi se minister za kmetijstvo tako boril za kmetijstvo, da bi se nekdo za nekaj tretjega in da ko bi šlo, ko je župan tu rekel, na kakšen način bo dobil lokacijo, ne vem, za recimo neko cono, da se bodo argumenti dali na mizo, pa se bo stehtalo. Seveda mora kdaj tudi kakšen hektar kmetijske zemlje biti žrtvovan za druge stvari. Je pa škoda in nesprejemljivo, če seveda država, ki ima tako malo kmetijske zemlje na prebivalca, če ne vodi take politike, da bi, kako? Da se zarašča in da teh potencijalov ne izkoriščimo kot na drugi področji. Torej, jaz sem izjemno vesel, hvala, da si sklical, kljub temu, da smo imeli malo zdravstvenih teh težav, da smo se danes tu našli in tudi se mi zdi odlična priložnost, da pred sejo vlade v kakšni pokrajini se bomo morda še kdaj na podoben način, ki je srečo. Hvala. Je še kdo, ki bi želel kaj povedati? Če ne bi se vsem skupaj zahvalil za udeležbo, verjamem, da bomo zmogli organizirati podobno zgodbo ob robu naslednjega obiska in to bo na Gorenjskem, mislim, da 10. decembra, 11. ne vem, boš me popravil, Andrej, ampak vrnil bi se pa na eno stvar. Poglejte, vse to, kar smo govorili, šteje. Ampak ne zapeljimo zgodbo v to, da prepričujemo prepričane. Med nami so razlike samo v finesah. Zelo lahko rešljive. Ampak realna politika je volitve, 88 igralcev, ki bodo kredibilni, ki bodo dobili glasove. Če mislite, da bo drugače na teh volitvah, da bomo imeli drugačno podporo medijev, se motite. Ne na TV, ne v 4 glavnih časopisih ne bomo doživeli enega pomembnega premika. Jaz verjamem
v realno politiko, verjamem v to, da je naša glavna naloga tule, da zložimo skupaj 88-člansko ekipo, ki bo dobila in mora dobiti več kot 80 000 glasov. Pa lahko rečete, da sem Mnogo skromen. Jaz rad prvo skočim, pol pa rečem hop. Znotraj naše stranke smo si zadali 2 cilja. Ne? Bolj, ko gremo skupaj, več moramo narediti. Ampak ta realna politika je pa ta, da če mi zložimo teh 88 kandidatov, in jaz verjamem, da jih bomo zložili, s tem, da bomo morali vsak svoje narediti. Mi imamo prvo štengo 4. decembra. Pol bo pa treba dati že prej glave skupaj, narediti to. Pol smo pa pred diskusijo, pred stanjem, ko bomo morali mi v enih področjih voliti vas, vi pa v drugih področjih nas, karikiram. Mi, vi. Mi vsi skupaj moramo biti za te volitve mi. Če tega ne bomo zmogli, nič od tega, kar smo zdaj govorili, ne bo možno. In še ena zadeva se mi zdi pomembna, zavedajte se, da bo tole, kar mi počnemo, predmet napada, atake, kakršenkoli izraz že hočem uporabiti za to, brez podpore, brez vsega. Prepričan pa sem, da smo lahko z gverila taktiko, s taktiko s terena gor, z ljudmi, ki so v svojih okoljih cenjeni, kredibilni, stanijo dobiti 400, 500, 1000, 2000 glasov, sila, ki bo naredila rezultat. V sovražnem okolju. Mi igramo, mi gostujemo s fuzbalsko tekmo, pa sudija piska za one. To je okolje, v katerem špilamo, in to je okolje, v katerem bomo imeli te volitve. Smo pa sami kleni, trdi, tako da pri favlih, pa pri brcah, pa pri komovcih bomo preživeli, pa bomo šli naprej. Skratka, jaz se vam zahvaljujem za udeležbo danes, razmislimo o tem, nimamo veliko več časa, pa ga imamo še vedno dovolj, da zadeve zastavimo na način, da bomo respektabilen, pomemben player pred in po naslednjih volitvah. Vse ostalo je džabe. Če ne zmoremo tega, da bomo znotraj parlamenta prišli do pomembnega števila poslancev, ne bomo kreirali politike vnaprej. Zato pa je treba sodelovati, se združevati, kooperirati, požreti marsikdaj kako, vsake strani in z moči iti naprej. Hvala za udeležbo, hvala kolegi, z naše strani bomo naredili vse, da se temu cilju približamo. Hvala.